Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav z Domžal. Pred nami je prva nedeljska tekma 12. kroga. Domžalčani pa gostijo Rogaško. Pomemben obračun za ene in za druge. V večjih tekmah vsekakor dobro vzdušje. Zdaj pa igra z roko, tule se je to takoj videlo. En glavni sodnik je pokazal na belo piko, kapetan Rok Pirtovšek je slabo odreagiral, videli bomo vse skupaj v ponovljenem posnetku. Ampak, kot kaže, je šlo tudi za prepovedani položaj. Dobro, Stuparević, Šturm. Šturm je hiter, to je dobra podaja v prostor, Šturm ima priložnost. Šturm in kako slabo je zaključil Baždarić na pravem mestu. 30. minuta, vsekakor daleč najlepša priložnost na tekmi. Tudi nekaj sreče, da tu ni zadev nasprotnika. Bi lahko zakrivil prekršek za najstrožjo kazen. Šturm pa gre po levi strani. Pirtovšek je ob njem, Šturm lahko strelja. Šturm! Trese se okvir gola, na to Peškarica in gol! 42. minuta, Mojstrovina za vodstvo rumene družine. Zdelo se je, da je Baždarića rešila prečka, potem pa se je žoga srečno odbila. Dobro v preigravanju Marasović. Desno ima Topalovića, ki ga je tudi našel. Dvojna podaja je uspela. Marasović pred gol. Priložnost je to za Domžale, ali bo zadel Šturm. V okvir gola tokrat Šturm zaustavil, pa ga je Baždarić. Akcije še ni konec. Domžalčani imajo zdaj na voljo iti z avta. Kakšne temperature. Tole je priložnost in gol! Sijajno so izvedli. Podajo Skota, gostitelji, 69. minuta, 2-0 vodi rumena družina. Je opravil Oskar Drobne, se je njegova ekipa znašla v zaostanku z 2-0. Medtem ko Rošec na Pirtovška, to bi lahko bilo nevarno. Zdaj vseeno priložnost in sjajna obramba Tratnika. 70. minuta, na pravem mestu Tratnik. In prečka. Stresla se je prečka, 72. minuta. Nevarno je bilo pred golom Gašperja Tratnika, predtem pa zmaga proti Aluminiju in poraz proti Muri ter zmaga proti Pravu in poraz proti Olimpiji. Nevaren napad in gol! Zdaj je tekma odločena. 85. minuta. Na robu kazenskega prostora je imel Pišek dovolj prostora, da je lahko nameril veselje. Halo! Dušan Kosič, trener Domžal, danes nasmejan po tekmi. Prav gotovo z razlogom. Rogaško ste premagali s 3-0. Delovalo je, da ste skozi celotno tekmo imeli nekakšen nadzor in da je, kot je tudi nasprotni trener dejal, za zmaga Domžal danes povsem zaslužena. Kako ste vi videli tekmo? Ja, potrebovali smo nekaj podobnega. Fantje so oziroma smo disciplinirano
oddelali tisto, kar smo se zmenili. Počakali smo nasprotnika, da pride malo bližje in nekako uspeli skozi tekmo tudi z lepimi goli osvojiti 3 točke. Zanimiva je bila obrambna linija, 3 vezisti v bistvu so začeli v obrambi, ampak to je verjetno razlog zaradi poškodb, ali je bila to taktična zamisel nekaj spremeniti po slabem nizu? Smo že prejšnjo tekmo igrali podobno, torej fantje, ki ni značilno za njih ta igralna pozicija, zato sem rekel že pred tekmo, da imamo kar nekaj izzivov, tako da danes so super odigrali, Hodža je dosegel 2 prekrasna gola. Tako da res fantje, rabili smo to, da se nam neke stvari poklopijo, ker tudi v preteklosti nismo slabo igrali, ampak nismo imeli, nekako se nam ni išlo. Danes je seveda za nas pomembno, da smo zmagali in da se v miru pripravljamo na naslednje tekme. Sedaj sledi reprezentančni premor. Kaj so tisti glavni poudarki, ki jim boste sledili v teh 14 dneh? Je najdeti nek notranji mir, pa da fantje se lahko sprostijo, pa da zaupajo v tisto, kar znajo, ker pretekli dnevi so bili res naporni, zgubiš nek občutek za to, da zmoreš, tako da ta zmaga je pomembna z tega vidika in seveda verjamem, da bomo na naslednjih tekmah tudi uspešni. Oskar Drobne, po porazu z 0-3 je verjetno težko poiskati kakšne pozitivne stvari, ampak če pogledava obrambo Rogaške, ko govorimo o igri, ni bila tako slaba. Kakšno je vaše mnenje? Pa, mi smo bili danes izredno slabi. Brez agresije, brez konkretnosti, brez duela, predaleč smo stali in pravzaprav smo domačinom na koncu podarili zmago. Če prideš odigrati neko odločilno tekmo brez neke želje, konkretnosti, agresije, čemu se boš nadejal? Ničemer. Mi smo danes enostavno bili vedno za korak, 2 prepočasni, slabi v duelih, slabi v drugi žogi in brez neke pretirane želje po doseganju zadetka in Domžale zasluženo zmagali. Je bila na sredini kar nekaj igralcev manjka, poškodovanih, Benedičič z rumenim kartonom. Je bila morda to ena od glavnih težav današnje Rogaške? Pa lahko bi rekli, da pač nismo bili najbolj kompaktni, ampak glejte, drugi igralci so dobili priložnost, če želijo igrati, jo morajo izkoristiti. Pa ne vem, nekako prazni, no. Po vsem tem pompu, ki se dogaja okoli našega kluba, že odkar smo prišli v ligo noter, je zelo težko je držati skozi psihološko ekipo na nekem nivoju in sigurno se je dogajanje v zadnjem tednu poznalo. Jaz fantov nisem takšnih navajen, tudi to jim gre malo opravičilo, ampak nič, bomo zanalizirali stvari, verjeti moramo v sebe, verjeti moramo v stvari, ki jih delamo in nadaljevati pač v ritmu, ki smo si ga zadali. Kaj bo tisti glavni poudarek sedaj, ko je reprezentančni premor, ko boste imeli vendarle nekaj več časa delati skupaj? Prekinitve. Več kot delamo na prekinitvah, slabše, vse gole dobivamo iz prekinitve, to je že malo je že smešno, ampak ja, očitno smo še v določenih segmentih v drugi ligi, na katerih moramo absolutno podelati, dati poudarek in pa mora nas bolj zanimati gol, ne. Danes nas enostavno ni zanimal gol, preveč je bilo širine, premalo globine, tako da še enkrat zaslužena zmaga domačinov, mi pa v premoru dobro delo, da se pripravimo za naslednje nasprotnike. Nermin Hodžić, iskrene čestitke za zmago proti Rogaški, ampak predvsem tudi iskrene čestitke vam. Dosegli ste 2 zadetka, predvsem tisti prvi je bil čudovit s škaricami. Morda opišite, kako je vse skupaj izgledalo v prvem polčasu. Mislim, takve golove je teško opisati, to se jednostavno tako se desi. Nisam ja igrač koji često zabija, ali eto, danas mi se tako poklopilo, hvala Bogu da je tako. I najbitnije od toga svega da smo pobijedili i da se uspijemo vratiti iz neke krize u kojoj smo trenutno bili. I to je najbitnije za danas. Celotna tekma je delovala tako, da so Domžale nekako prepričane, da lahko zmagajo, da ste počasi ste nekako lomili nasprotnika in na koncu vam je uspelo zmagati s 3-0. Pa sigurno očekivali smo da će biti teška utakmica danas, pogotovo što smo u tom nekom teškom periodu i
naravno svaka poslije tog nekog teškog perioda teško je ući u neku igru, tako da nam je trebalo sigurno nekog vremena. Išli smo jednostavno na borbu i to da izvučemo maksimum iz te utakmice i da probamo pobijediti na koji god je mogući način. Samo tole še, danes ste igrali z enim Husmanjem in Offenbacherjem, dva načeloma defenzivno vezista, ki sta igrala z vami v obrambi. Kako je bilo to? Pa u stvari smo sve tri smo vezista, ali tako se desilo, imamo problema s povredama, tako da je na kraju smo ispali izvući najviše iz toga i to je najbitnije danas. Da smo pobijedili, da smo uzeli 3 boda, da sad se u mir možemo pripremati za narednu utakmicu. Ob meni je Rene Rantoša Lamprecht. Rene, vem, da je težko govoriti po porazu, ampak nekako je Rogaška poizkušala, ampak na koncu so vendarle Domžalčani dosegli 3 zadetke, vam pa ni uspelo. Kako ste vi videli tekmo? Ja, slabo smo šli v tekmo. Danes je Domžalčani pokazali, da je bila boljša ekipa, ampak treba zdaj med pauzo, glave skupaj, trenirati, počiti, pa maksimalno dalje. Načeloma poškodb ni, sicer vemo, kakšna je bila tekma proti Olimpiji, kar nekaj igralcev manjka pri vas. Kaj mislite, kje se še da nadoknaditi, kje lahko vaša ekipa še napreduje? Ja, največ moramo napredovati v izgradnji napada v sredini, največ pa trebamo v zaključku v zadnji tretjini, to nam najbolj manjka. Tu moramo biti bolj konkretni in zabiti kakšen gol več.